V kleti najpogosteje shranjujemo krompir, korenasto zelenjavo, sadje, jabolka, pijače in drugo. Klet mora biti zračna, temna in čista. Primerna temperatura zanjo je od 5 do 6 stopinj Celzija, vlažnost pa naj bi bila 90%. Klet, v kateri shranjujemo sadje, mora biti zatemnjena in zračna. Primerna temperatura je od 2 do 5 stopinj Celzija, primerna vlažnost pa od 75 do 85%. Zdravo sadje zložimo na police ali v zračne zaboje. Poleg ne postavljamo snovi z ostrim, neprijetnim vonjem, ker se sadje navzame vonja in postane neužitno. Nikoli ne skladiščimo skupaj krompirja in jabolk. Hlajenje. Hlajenje je za kratkotrajno shranjevanje najpogosteje uporabljen način shranjevanja. Živila hladimo v hladilnikih in hladilnicah. Čim bolj in čim hitreje neko živilo ohladimo, tem manjša je možnost kvarjenja. To osnovno pravilo velja do temperature okoli +6 stopinj Celzija. V hladilniku je pod izparilnikom najhladneje, v spodnjem predalu pa najtopleje. Zato je pomembno, da živila v hladilniku razvrščamo pravilno. Ker je v zgornjem delu hladilnika zrak hladnejši, tam shranjujemo hitro pokvarljiva živila. To so meso, obarjeni in poltrajni mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki. V osrednjem delu hladilnika shranjujemo kuhane jedi, juhe, suhe mesnine, pijače in podobno. V spodnjem delu hladilnika in v predalu shranjujemo manj pokvarljiva živila in živila, ki so bolj občutljiva na nizke temperature, to sta sadje in zelenjava. Na vrata hladilnika shranjujemo jajca, pijače in manj pokvarljiva živila. Pri hladilniku, ki ima hladilno ploskev na zadnji stranici, je najhladnejše območje ob hladni ploskvi, kar moramo pri shranjevanju živil upoštevati. V hladilnik shranjujemo zdrava, sveža ter neoporečna živila in jedi. V hladilnik ne postavljamo vročih jedi, temveč take, ki so ohlajene na sobno temperaturo. Hladilnik ne sme biti prepoln, živila morajo biti zložena tako, da hladen zrak kroži. V prepolnem hladilniku je hlajenje ovirano. Vsa živila morajo biti v primerni embalaži in pokrita, da se ne navzamejo tujih vonjev in se ne izsušijo. Embalaža, ki jo uporabljamo pri hlajenju, je različna. Primerne so pokrite posode, ker preprečujejo neprijeten vonj, izparevanje vode in vdor zraka. Živila redno pregledujemo. Zamržemo pokvarjena in tista, ki jim je potekel rok uporabe. Hladilnik redno čistimo in odtaljujemo, če je kombiniran z zamrzovalnikom. Kadar ima hladilnik funkcijo samo odtaljevanja, ga samo izključimo in obrišemo. Zamrzovanje in odtaljevanje. Živila zamrzujemo v zamrzovalni skrinji in v zamrzovalni omari. Nekateri hladilniki imajo v zgornjem delu tudi zamrzovalnik, s katerim živil ne zamrzujemo, temveč jih samo skladiščimo krajši čas. V zamrzovalnih omarah in skrinjah živila ter jedi zamrznemo in skladiščimo. Zamrzujemo v posebnih predalih s temperaturo od -28 do -30 stopinj Celzija. Dobro je, da živilo zamrzne hitro. Tako nastanejo majhni kristali ledu, zaradi katerih se celične membrane manj poškodujejo, zato pri odtaljevanju izteče manj celičnega soka. Zamrznjena živila shranjujemo pri -18 stopinj Celzija. Zamrzujemo samo popolnoma sveža in zdrava živila. Naenkrat zamrznemo določeno količino živil. Pred zamrzovanjem živil ne sladkamo in ne solimo. Zelenjavo pred zamrzovanjem na hitro blanširamo v zadostni količini vode in jo na koncu takoj ohladimo z mrzlo vodo. Z blanširanjem uničimo encime in zelenjava je dalj časa primerna za skladiščenje. Zamrzujemo manj mastna živila in v manjših količinah oziroma porcijah. V zamrzovalno skrinjo ne dajemo vročih ali toplih živil. Odtajanih živil nikoli ponovno ne zamrznemo, ker se sicer lahko zastrupimo. Za zamrzovanje je primerna hermetično zaprta embalaža, ker tako preprečimo izsuševanje ter mešanje vonjev.
Vrečke za zamrzovanje morajo biti neprepustne za vlago in iz njih iztisnemo ves zrak in jih zavrimo, sicer nastanejo na živilih grde lise oziroma vžig. Embalažo primerno označimo s podatki o vrsti živila in z datumom zamrzovanja. Pazimo na rok uporabnosti. Pravilno odmrzovanje in priprava zamrznjenih živil je zelo pomembna za kakovost živil in jedi. S pravilnim ravnanjem preprečimo kvarjenje živil in možne zastrupitve. Večje kose mesa ter perutnino odtaljujemo v hladilniku. Na koščke narezano zelenjavo, narezano meso, pripravljena živila, na primer cmoke, odtajamo tako, da jih zamrznjene kuhamo, pečemo ali cvremo. Kruh in pecivo odtaljujemo 1 uro pri sobni temperaturi, nato še 10 minut v vroči pečici. Živila lahko odmrzujemo tudi na posebni odmrzovalni plošči, s katero lahko hrano iz zamrzovalnika odtalimo hitreje ter na zdrav način, saj ohranimo kakovost, okus ter vitamine v živilih. Zamrznjeno živilo poskušamo odtaliti približno enako hitro, kot smo ga zamrzovali. Proces odmrzovanja se prične takoj, ko živilo položimo na ploščo.